Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Spopad ekip spodnjega dela lestvice je pred nami v prvi MNZ Maribor, domači Malečnik gosti Brunšvik, ki letos igra še slabše kot lani. Zeleni iz Dravskega polja imajo na svojem računu ničlo, se pravi, so na vseh 4 obračunih doživeli poraze. Posledično so tako gladko na zadnjem mestu, težave imajo tako v napadu kot v obrambi, pred svojim golom enostavno prejemajo preveč zadetkov, na drugi strani pred nasprotnikovimi vrati pa manjka veliko mera zbranosti v zaključku akcij, a morda je prav tekma v prejšnjem krogu proti Marlesu napoved boljših časov, saj so dejansko, lahko rečemo, morda prvič ali drugič v tej sezoni parirali nasprotniku in doživeli poraz z 0:1, ampak tudi Malečnik na drugi strani ne blesti in je daleč od želenih mest. Zanimivo bo videti, ali lahko varovanci domačega stratega še drugič letos pridejo do točk na svojem terenu in se tako posledično približajo zgornjemu delu lestvice. Preletimo še obe začetni enajsterici, pri domačih v vratih Tršavec, v obrambi z leve proti desni Kocijan, Cic, Vnuk in pa Marko Krajnc. Zadnja vezista sta Blaž Dobaj in Karič, pred njima Želj Robnik, v napadu pa s 3 nogometaši, to so Ulbin, Jamšek in pa Gorza. Strateg Malečnika je Damjan Janžekovič, na drugi strani pri Brunšviku pa v vratih tekmo pričenja Zupet, v obrambi z leve proti desni v bistvu s 3 nogometaši, to so Kalič, Brence in pa Beranič. Na levi strani, na levem bočnem bo igral Zimet, na desni strani Smajlagič, v vezni vrsti Lampret, Hozjan in pa Muas, v napadu pa 2 nogometaša, to sta Stopajnik in Šavorič. Trener gostujoče zasedbe Alojz Fricelj. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice je Armando Šorli, njegova pomočnika Aljaž Holcman in Elmedin Dedič, delegat tekme pa je Adi Vidovič. Jamšek proti Želj Robniku, ta je na desni strani iskal Ulbina. Ulbin in Zimet sta bila v dvoboju, na koncu je Ulbin priboril out za svojo ekipo, izvedel ga bo Marko Krajnc. Takoj v teh uvodnih minutah domači prevzemajo pobudo. Seveda želijo si hitrega zadetka, s katerim bi nekako napovedali 3 točke na tem obračunu. Krajnc. Dobaj na levo stran proti Kocijanu. Kocijan in Smajlagič v dvoboju, Smajlagič uspešnejši, Kocijan hitro iz avta proti Robniku. Pravočasno iz vrat vratar gostov Zupet. Nekaj manjših težav je imel Krajnc in srečno do avta Brunšvik. Stopajnik in Zimet, še vedno Stopajnik. Brez večjih težav za Vnuka. Cic je nogometaš, ki je okrepil ekipo Malečnika pred to sezono. Smajlagič, Jamšek na mestu. Prekršek Dobaja. Preoster je bil vezist domače ekipe, na nedovoljen način je ustavljal Muasa. Kocijan proti Kariču. Hitro so domači zapravili posest, sedaj pa Brunšvik
Izgleda, kot da prevzema pobudo. Kalič proti Stopajniku. Preigravanju je bil Kalič, toda še enkrat več na mestu Vnuk. Beranič. Ponudil se mu je Šavorič, toda Beranič se je odločil, da je žogo vrnil Brencetu. Takoj na levo stran proti Kaliču. Zimet. Beranič proti Smajlagiču, lepo je Smajlagič preigral Kocjana, še vedno Smajlagič. Stopajnik v bloku Vnuk. To bo prvi udarec iz kota na tem obračunu, pripadel bo Brunšviku. Na izvedbo odhaja številko 6 Lampret. Lampret na bližnjo vratnico, na mestu obramba domačih. Hitro so še enkrat več pri Malečniku zapravili posest. Kalič je iskal Stopajnika, vmešal se je Vnuk. Izbija Zupet. Ulbin je želel žogo vrniti Krajncu. Zimet vrača Kaliču. Kalič proti Stopajniku, Stopajnik najvišji v skoku. Šavorič je še enkrat več iskal Stopajnika. Zadnja tekma med tema dvema ekipama se je končala zmago Malečnika z 1:0. To je bilo v lanski sezoni v zadnjem 13. krogu, saj je bilo nadaljevanje prvenstva odpovedano zaradi pandemije s koronavirusom. Če sem natančnejši, je to bilo 16. novembra. Odločilen zadetek pa je v 87. minuti dosegel Luka Jamšek in že takrat se je nekako napovedovalo to slabše obdobje zelenih z Dravskega polja. Gorza s povratno podajo, toda vmešal se je Hozjan. V protinapad je krenil Lampret. Stopajnik proti Muasu. Iz avta bo žogo metal številko 14 Zimet. Kalič, težave je imel Kalič, uspešnejši Gorza. Gorza je krenil proti napad. Še vedno Gorza, toda na mestu Brence. Beranič na desno stran proti Smajlagiču. Ta znova do Brenceta. Lampret. Nesporazum med Beraničem in Smajlagičem. Karič. Gorza. Uspešna je Gorza. Zadržal posest in takoj našel Dobajata pravočasno proti Krajncu.
Krajnc pred vrata proti Ulbinu, vratnica se trese v 10. minuti, prva resnejša priložnost na današnji tekmi, Vnuk. Prosti strel za Malečnik, izvedel ga bo Amir Karič. Karič lepo s predložkom proti Cicu, toda kakšna obramba je bila to gostujočega vratarja, ki ohranja izid pri 0:0. Malečnik si je v pičli minuti pripravil dve izjemni priložnosti, toda neuspešni pri realizaciji. Prvi kot tudi za Malečnik na tem obračunu, še enkrat več Karič. Znova dobra reakcija Zupeta, Dobaj. Dobaj v bloku Brence in to bo drugi udarec iz kota za Malečnik. Tokrat z leve strani, na izvedbo pa znova odhaja Karič. Še enkrat več je Karič našel Cica, toda malenkost previsoka podaja je bila to za domačega kapetana. Zupetu se ponuja Hozjan, pametno mu je sledil Želj Robnik in s tem preprečil poskus kratke podaje Brunšvika. Želj Robnik je tokrat uspel preigrati Brenceta, toda Beranič se je pravočasno vrnil in z dobrim posredovanjem preprečil kakšno nevarno situacijo pred svojimi vrati. Iz avta za Malečnik bo metal Krajnc. Out za Brunšvik. Vidimo, da domači tokrat nekoliko više pokrivajo nogometaše Brunšvika. Stopajnik vrača Zimetu. Napaka pri oddaji žoge Zimeta. Karič, toda nesporazum v vezni vrsti domače ekipe. Smajlagić iskal je Stopajnika, nenatančen pri oddaji žoge. Beranič. Ulbin. Ulbin vrača Krajncu. Lampret se je omešal. Lampret na levo stran proti Šavoriču. Krenil je Šavorič. Nevaren predložek je bil to Zimeta. Karič. Na levi strani se mu ponuja Jamšek. Karič na kratko proti Dobaju. Dobaj. Gorza vrača Kariču. Še vedno pri žogi Karič. Želj Robnik vrača Cicu, ta še enkrat več proti Kariču. Karič v prostor, kjer se mu je ponudil Kocijan, na mestu je bil Stopajnik. Smajlagić lepo proti Moasu, toda na mestu Cic.
Veliko prostora ima Hozjan, vrača Brencetu. Kalič. Kalič z visoko podajo proti stopajniku, mirno Cic. Tršavec na kratko proti Kocjanu. Veliko prostora ima Kocjan. Kocjan vrača Dobaju. Lepo je Dobaj videl tekajočega Ulbina, toda na mestu Zimet in na koncu tretji udarec iz kota za Malečnik. Še enkrat več ga bo izvedel Karič. Karič proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku Ulbin, vendar brez prave nevarnosti za gostujočega vratarja. Šavorič preoster nad Dobajem, Dobaj takoj na levo stran proti Kocjanu, znova ima veliko prostora Kocjan. Še vedno Kocjan, Kocjan v samostojni akciji. Lampret proti Moasu, do posesti na koncu Šavorič. Nanj je pritisnil Jamšek. Lepo Karič proti Dobaju. Dobaj mirno proti Krajncu. Na zadnjih 7 obračunih so nogometaši Malečnika vknjižili 4 zmage in pa 3 poraze. Izgubili so v prvem krogu proti Pesnici z 1-3, v drugem kolu je bila boljša Marjeta s 5-2 in pa poraz v prejšnjem četrtem krogu proti Peci s 3-2, premagali pa so v prijateljskem obračunu Pohorje 1-4, Skorbo 1-8 in tudi Jurovski Dol v drugem kolu z 9-1 oziroma v tretjem krogu in še nato zmaga v pokalu MNZ Maribor, kjer so na gostovanju Črni ugnali tamkajšnjo Peco z 2-3. Na drugi strani pa Brunšvik na zadnjih 7 obračunih 4 porazi, 1 remi in pa 2 zmagi. Remizirali so na prijateljskem obračunu proti Hajdini z 2-2, premagali pa Miklavž 3-1 in pa Bistrico U19 z 0-3. To so bili prijateljski obračuni, nato pa 4 zaporedni porazi v prvenstvu. V prvem krogu boljši Jurovski Dol z 1-5, v drugem kolu Peca s 3-2, Pohorje 0-4 in pa v prejšnjem četrtem krogu še Marles Hiše z 0-1. Lampret vrača Brencetu. Seveda tako eni kot drugi danes na nek način nujno potrebujejo točke. Malečnik, da se približa zgornjemu delu lestvice, na drugi strani Brunšvik pa seveda želi prvih točk v sezoni, da nekako se povsem enakovredno vključijo v boj za obstanek. Brencet takoj na levo stran proti Kaliču, Kalič do Zimeta. Lampret. Brence. Brence je iskal stopajnika, ta je bil v prepovedanem položaju, glavni sodnik pušča prednost, a domači so hitro zapravili posest. Vidimo, da Hozjan vrača Kaliču.
Lampret, nanj pritiska Dobaj. Še vedno Lampret. Hozjan. V bloku Željko Robnik. Iz avta Smajlagić. Pametno Jamšek. Tako iz avta proti Dobaju. Dobaj. Še vedno Dobaj. Na mestu Kalić. Muas. Muas spodajo prostor proti Stopajniku, na mestu je bil Cic. Met iz avta bo za Brunšvik. Stopajnik bo izvedbo le tega prepustil Zimetu. Preigravanju Zimet, na koncu v bloku Ulbin in drugi udarec iz kota za Brunšvik. Še enkrat več bo udarec iz kota za goste izvedel Lampret. Proti bližnji vratnici, Muas v priložnosti, toda trese se zunanji del mreže. Tokrat na mestu Karić. Šavorić. Šavorić proti Lampretu. Muas je lepo preigral Vnuka, toda na koncu neuspešen pri oddaji žoge. Vnuk na desno stran proti Krajncu. Ta še enkrat več vrača Vnuku. Kocjan. Bremce. Izbija Vnuk. Lampret vrača Kaliću. Muas, Stopajnik. Lepo Tršavec. Povlekel je Kocjan. Proti Kariću, prebral je namero domačih Lampret. Hozjan proti Stopajniku, prekršek gostujočega napadalca. Karić proti Krajncu. Željko Robnik na levo stran znova do Karića. Gorza, atraktivno Gorza, Karić. Pa na koncu nenatančen pri strelu z dokaj težkega položaja.
Stopajnik, kar 3-krat najvišji v skoku, na koncu pa prekršek nad gostujočim napadalcem. Prosti strel bo za Brunšvik izvedel Lampret. Muas strelom z roba kazenskega prostora, Tršavec brez večjih težav. Prekršek Kaliča. Dobaj. Še vedno Dobaj, zapravil je žogo Dobaj. Muas, prekršek Jamšeka, pameten prekršek domačega nogometaša, ki je s tem nekako preprečil poskus hitrega protinapada gostov. Stopajnik v bloku Kocjan. Met iz avta za Brunšvik, bo izvedel Smajlagič. Šavorič, močnejši vnuk. Želj Robnik na desno stran proti Krajncu. Nenatančen pri oddaji žoge Krajnc. Muas proti Stopajniku, ta pa se je znašel izven dovoljenega dela igrišča in out bo pripadel Malečniku. V tem petem krogu so že bili odigrani 4 obračuni. Pravo goljado smo videli v Limbušu, kjer sta se udarila Marles Hiše in pa Pohorje. Priča smo bili kar 8 zadetkom, tekmeca pa sta se na koncu razšla z remijem 4-4. Pohorci so tako dokazali, da so dvignili svoj nivo nogometa in da lahko od njih v nadaljevanju prvenstva pričakujemo nekaj več, a Marles se v bistvu po zaostanku z 2-4 nekako na koncu vendarle izboril do te točke v zadnjih 5 minutah. Peca je prišla do prve zmage in prvih točk na gostovanju v letošnji sezoni. Z 0-2 so ugnali Duplek, ki še naprej nikakor ne najde prave forme, da bi redno lahko prihajal do točk, in kot vse kaže, je letos pred njimi zelo dolga in zahtevna sezona. Miklavž je pričakovano gladko s 3-0 ugnal Jurovski Dol, tako še povišal svojo prednost na vrhu, predvsem zaradi odpovedi tekme med Akumulatorjem in Marjete, ki je odpadla zaradi karantene sodniške trojke. Pesnica pa je nekoliko presenetljivo z 1-2 ugnala Starše in jim zadajala boleč poraz. Pesničani pa so se s 3 točkami znova približali vrhu prvenstvene lestvice. Kot vse kaže, tudi Pesničani počasi dvigujejo formo. V bistvu je vse zaenkrat izjemno izenačeno in na slab dan lahko vsak nasprotnik premaga vsakega. Ob tem istem terminu kot tale naš dvoboj se je pričel obračun v Račah, kjer domači gostijo Radlje. Račanci so vsaj zaenkrat veliko razočaranje letošnje sezone, saj smo pred začetkom od njih pričakovali boj za najvišja mesta, sedaj pa iz kroga v krog ne najdejo svoje prepoznavne igre, kar pa je najbolj zaskrbljujoče za trenerja Daliborja Pešo, pa je to, da nikakor ne morejo priti do točk, tudi ko ne igrajo najbolje. Situacija je za Rače skrajno resna, saj jih tudi v tem petem krogu čaka vse prej kot lahka naloga. Radeljčani
so po večini dvobojev dokazali, da se lahko kosajo z vsemi prvoligaškimi moštvi. Dejansko vsako priložnost za točke, ki jim jo moštva ponudijo, izkoristijo. Goal out za Brunswick, teče 30. minuta današnjega obračuna, rezultat še začetnih 0:0. Tako na eni kot drugi strani smo videli nekaj lepih situacij za zadetek, a vratarja vsaj zaenkrat ohranjata svojo mrežo nedotaknjeno. Zopet je iskal Zimeta, toda previsoka podaja za slednjega, iz avta Krajnc. Dobaj vrača Krajncu. Nanj pritiska Muas in na koncu prekršek vezista gostov. Kocjan, žogo mu je odvzel Smajlagić. Smajlagić je iskal Šavoriča. Goal out za vratarja Tršovca. Tršovec proti Dobaju. Dobaj je še pravočasen pri oddaji žoge proti Želrobniku. Želrobnik je z diagonalno podajo iskal Ulbina, toda prehitra je bila ta podaja. V protinapad je povlekel Zimet, Zimet takoj proti Muasu, pravočasno iz vrat Tršovec. Dobaj, Dobaj na desno stran proti Krajncu. Šavorič proti Muasu, Stopajnik. Stopajnik je hitrejši od Cica, še vedno Stopajnik. Stopajnik se je odločil za strel in obramba Tršovca. Pravočasno Ulbin, Brence, izbija kapetan gostov. Gorza, Gorza proti Krajncu, dvojna podaja teh dveh nogometašev. Gorza proti Kariču, lepo so to odigrali domači. Na koncu visoko čez vrata Ulbin. Šavorič je pritisnil na Krajnca, ki se je na koncu odločil, da bo brez tveganja žogo preprosto poslal v out. Stopajnik še enkrat več pribori out za svojo ekipo. Nepravilna izvedba
tega avta Zimeta in na koncu žoga pripada Malečniku. Ulbin. Gorza uspešnejši od Hozjana. Dobaj. Lepo je Dobaj našel Kariča. Še vedno Karič proti Gorzi. Jamšek proti Kocjanu. Out za Malečnik. Brez prekrška nad Željrobnikom izbija Smajlagić. Najvišji cic. Domači so povsem na svojo polovico stisnili goste. Brence. Izbija Brence. Kocjan. Karič. Željrobnik, še enkrat Karič. Željrobnik na oddaljenejšo vratnico, kjer je bil najvišji Zimet. Karič se odloči za strel, 1-0. 1-0, izjemen zadetek Kariča. Z roba kazenskega prostora je z močnim strelom premagal vratarja Zupeta in Malečnik je prišel do vodstva. Domači so prevzemali pobudo v teh zadnjih minutah in to pobudo tudi vknjižili oziroma realizirali z zadetkom. Bomo videli, kako lahko odgovorijo nogometaši Brunšvika, ki izgledajo, kot da jim je zmanjkalo nekaj moči v zaključku tega prvega polčasa. Lampret proti Stopajniku. Stopajnik atraktivno do Muasa. Vnuk mirno proti Tršovcu. Še enkrat več mirno Tršavec. Dobaj. Dobaj na levi strani proti Kocjanu, ta na kratko do Jamška. Dobaj se nekako ni znal odločiti, ali bi zaključil ali šel preigravanje. Na koncu se je odločil za slednje. Prekršek Lampreta in rumeni karton za gostujočega vezista, prvi na tem obračunu. Željrobnik s strelom z razdalje in 2-0 za Malečnik. 38. minuta in kot vse kaže, se ladja Brunšvika znova potaplja. V zaključku tega prvega polčasa so domači nekako kronali to boljšo fizično pripravljenost. Brunšvik je do 30. minute uspel držati ta tempo, na koncu pa povsem popustil. Domači so to kaznovali z 2 zadetkoma v roku 2 minut. Brence proti Kaliču. A Brenceta je pritiskal Gorza. Hozjan. Cic pravočasno z obrambe, krenil je kapetan domačih proti Dobaju. Dobaj
brez večjih težav mimo Beraniča, na koncu pa obramba Zupeta. Prekršek Cica nad Moasom in to bo tudi prvi rumeni karton pri domačih, prejel ga je kapetan Cic. Stopajnik. Jamšek pred Smajlagičem, tudi Želj Robnik uspešnejši od Hozjana, Karič proti Jamšku. Dobaj. Dobaj na desno stran, kjer ima veliko prostora Krajnc. Ulbin. Ulbin in Krajncu z dvojno podajo, pravočasno v obrambi Brence. Iz avta za Malečnik Krajnc, nikamor se ne mudi branilcu domače ekipe. Malečnik ima željen rezultat, lepo Krajnc. Krajnc proti oddaljenejši vratnici, previsoka podaja za vse nogometaše v kazenskem prostoru. Karič. Karič in Smajlagič v dvoboju, Karič vrača Kocjanu. Prekršek nad Kocjanom je storil Hozjan, zamudil je v ta štart vezi iz Brunšvika. Sedaj imata oba zadnja vezna gostov rumena kartona. Prosti strel bo za domače še enkrat več izvedel Karič. Vse te standardne položaje, predložke pred vrata pošilja Karič. Tokrat na kratko proti Dobaju. Dobaj z levico, nevaren strel, Dobaja šibkejšo levo nogo. Četrti udarec iz kota za Malečnik. Najvišji stopajnik in to bo še peti kot za domače. Karič, najvišji v skoku Vnuk, a nenatančen pri zaključku. Mislim, da predvsem gostje komaj čakajo zaključek tega prvega polčasa. Jasno je razvidno, da enostavno nimajo dovolj moči za 45 minut visokega tempa. Kocjan. Kocjan na levo stran proti Jamšku. Še vedno Jamšek. Kocjan. Kocjan v bloku Brence. Izbija Lampret. Karič vrača Cicu. Dobaj. Dobaj proti Želj Robniku, ta do Kariča. Najvišji v skoku Brence, toda do posesti Gorza. Dobaj, odločil se za strel z velike razdalje, ni najbolje zadev žoge in gol out za vratarja Zupeta.
Glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega polčasa na odmor. Domači odhajajo z zasluženim vodstvom 2-0, v bistvu do 30 minute smo spremljali izenačen obračun, nato pa so domači povsem prevzeli pobudo in to svojo premoč tudi dvakrat realizirali. Za vodstvo je v 36 minuti strelom z roba kazenskega prostora poskrbel Amir Karič, nato pa 2 minuti kasneje še Želj Robnik za končnih 2-0 v tem prvem polčasu. Hvala za vašo pozornost in vljudno vabljeni tudi k ogledu drugega dela.